Pozdravljeni otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Kotičku, v katerem boste zagotovo našli mnogo pravljic. Grah? Samo trenutek. Kolikor se spomnim, sem pravljico z naslovom Princesa na zrnu graha že prebrala. Aha, tokrat bomo prisluhnili pravljici o grahih, vendar bo tokrat to slovenska ljudska pravljica z naslovom O treh grahih. Predlagam, da se brž udobno namestimo in prisluhnemo pravljici. Živel je siromak, ki ni imel niti kruha za svojega sina. Zato mu reče, naj si gre po svetu iskat srečo. Idi, sinko, mu pravi, kamor hočeš. Samo tega ne pozabi, da prvo stvar, ki jo srečaš, pobereš in shraniš. In tako se poslovita. Oče ostane doma, sin pa odide po dolgi prašni cesti s torbo na rami v svet. Ko tako nekaj časa hodi, zagleda na cesti grahovo zrno. Spomni se očetovega nasveta, pobere zrno in ga spravi v torbo. Gre dalje in najde drugo grahovo zrno. Tudi to pobere in spravi v torbo. Proti večeru pa najde tretje grahovo zrno, ki ga tudi pobere in shrani. Pozno zvečer je že bilo, ko pride do velikega gradu in naprosi prenočišča. Za eno noč že dobiš posteljo, mu pravi graščakova žena, ko je merila čednega mladeniča od nog do glave. Ugajal ji je, še bolj pa je ugajal njeni hčerki, ki je stala poleg matere. Ta tujec, ki smo ga sprejeli danes pod streho, pa ni videti siromak, pravi pri večeri graščakova žena svojemu možu. Najbrž je samo preoblečen, da bi videl, kako je pri nas. Mislim namreč, da bi rad vzel najino hčer za ženo. Pa že pridemo na čisto, da vidimo, pri čem smo. In graščakova žena naroči svojemu služabniku, naj tujcu odkaže slabo posteljo in naj pazi, kaj bo po noči počel. Če je v resnici siromak, bo dobro spal tudi na slabi posteli. Če pa je iz imenitnejše hiše, vso noč ne bo imel miru, pojasni graščakinja zvijačo svojemu možu. Mladeniču res odkažejo prenočišče, kakor je bilo ukazano. Sleče se in leže v posteljo. Ker pa se je bal, da bi mu po noči kdo ne izmaknil torbe, ki je bila edino njegovo premoženje, si jo dene pod glavo. Torba pa ni bila dobro zaprta. Zato so silili trije grahki iz torbe pod njega. Pobiral jih je in zopet tlačil v torbo. Ko me je spravil enega nazaj, že mu je pri tem drugi všel iz torbe. Ko je ujel drugega in ga dajal v torbo, mu že uide tretji. In to se je ponavljalo vso noč, tako da niti očesa ni zatisnil. No, kako je bilo po noči? Vpraša drugo jutro radovedna graščakinja svojega služabnika, ki je skrit pod posteljo opazoval tujca. Vso noč se je preobračal na posteli, bilo me je že strah, da se podre name. Aha, se mi je tako izdelo, da ni siromak, se razveseli graščakinja in gre ročno sporočati to veselo novico možu in hčerki. Vsi trije se dogovorijo, da tujca še en dan zadrži na gradu. Da se pa o njem docela uverijo, če je res samo preoblečen imenitnik, mu hočejo drugo noč odkazati mehko in lepo posteljo. Ker so bili drugi dan z mladeničem vsi zelo prijazni, res ostane na gradu še za eno noč. Po dobri večeri mu za prenočišče odkažejo imenitno sobo, ki je bila bogato opravljena. Ej, vedno lepše, si misli siromak. Vidim, da sem v dobri in pošteni hiši. Čemu bi dajal torbo pod glavo in vso noč lovil grahe, kakor sem včeraj? Rajši se pošteno naspim. Res obesi torbo na obešalnik, se razpravi, leže v mehko posteljo in sladko spi vso noč. Kako je bilo nocoj?
Vpraša zjutraj graščakinja služabnika, ki je zopet pazil pod posteljo. Vso noč je mirno spal, se je glasil odgovor. Saj sem vedela, da ni siromak, pravi vzradoščena graščakinja. Prav gotovo je plemič, če ne celo kraljevič. Seveda nese to novico še toplo možu in hčerki. Po zajtrku pride tujec k grofu, da bi se mu zahvalil za prijaznost in postrežbo. Kam pa nameravaš sedaj, prijatelj? Ga vpraša ljubeznivo graščak. Po dolgi prašni cesti, sam ne vem kam. No, če je pa tako, te pa ne pustimo nikamor. Vidiš, jaz imam hčerko istih let, kakor si ti. Videl si jo in upam, da ti je všeč. In če te je volja, ti jo dam še danes za ženo. Potem pa bo, kakor bo. Sicer je siromak sprva kar ostrmel pri teh odkritosrčnih besedah, vendar se je takoj znašel in privolil v to nenavadno ženitev. In še isti dan se je vse izvršilo. Napravili so veliko gostijo, ki je trajala 40 dni in 40 noči. Ves ta čas ni bilo videti v gradu niti enega žalostnega obraza. Še celo srečni ženin si ni belil glave in ni bil prav nič v skrbeh, kaj bo iz vsega tega. Ko mine 40. dan, pokliče graščakinja svojega zeta k sebi in mu reče: Sinko moj, gostija je končana in jutri se odpravite na pot, da pokažeš ženi svoj grad. Svoj grad? Bi bil skoraj zakričal siromašni ženin in toliko, da ni povedal o pravici in resnici, da ima namreč njegov oče doma samo raztrgano bajto, ne gradu. Vendar se še zadnji hip premisli in molče pritrdi, da odideta drugi dan z nevesto na njegov grad. V tistem trenutku pa ga seveda mine vse veselje in globoka žalost in skrb sta se mu brali z obraza. Na obrazu ti vidim, da se težko ločiš od nas, pristavi dobrohotno graščakinja. Pa potolaži se, ljubi moj zet, saj se kmalu spet vidimo. Ostanita tam samo nekaj časa in potem se zopet vrnita. Drugi dan naloži na velik voz 3 vreče ovsa za konje, vrečo denarja, nanj sedeta mlado poročenca in še 2 strežnika. In tako se odpeljejo proti moževemu gradu. Mlada gospa je bila žalostna, še bolj žalosten pa je bil njen mož. Vsi so mislili, da sta potrta zaradi tega, ker so se ravnokar ločili od doma. Mladega moža je ta žalost tako potrla, da ni zinil niti besedice in se je v resnici zasmilil svoji ženi, ker je mislila, da je tako mehkega srca. On pa je mislil ves čas samo na to, kako bo, kadar pridejo do očetove razdrte bajtice. Proti večeru se pomika voz s potniki skozi velik gozd. Mlada gospa vpraša potrtega moža, če je še daleč do njegovega gradu. Do tja je še zelo daleč, zelo daleč, ji odgovori. Lahko se brez skrbi zaspiš, preden pridemo tja. In ona res zadremlje. To priliko pa porabi njen mož in skoči z voza. Rajše grem v smrt, kakor da bi ji povedal, kakšen siromak sem, si misli in gre proč od ceste v gozd. Komaj pa napravi nekaj korakov, že mu pride naproti mož beloglavec. Kam pa ti, sinko, v tej temni noči? Ga je govoril mož z belo glavo. Bežim v smrt, odgovori mladi mož in mu vse odkrito prizna, kako se je godila vsa ta čudna zgodba. Čemu bi se žalostil, prijatelj, pravi beloglavec. Sedi rajše na voz in se pelji svojo ženko, še nekaj časa naprej in kmalu prideta do mojega gradu. Jaz odhajam zdaj z doma in se vrnem šele čez leto dni. Ves ta čas si lahko ti, gospod, v mojem gradu, a enega nikar ne pozabi. Ko se bom vračal, takrat se ves grad močno strese. Vidva z ženo pa glejta, da takrat nemudoma zbežita z gradu. Mladi mož se starcu lepo zahvali in se vrne k vozu, ki ga je čakal na cesti. Joj, skoraj sem zgrešil in iskal sem pravo pot, je pomiril vznemirjeno ženo
ki se je bila medtem prebudila in pogrešila svojega moža. Zdaj sem se prepričal, da smo res na pravi poti in da nimamo več daleč do mojega doma. In čez nekaj časa res do spodu velikega gradu, ki je bil ves razsvetljen. Pred vrati stoji cela vrsta lepo oblečenih slug, ki se priklanjajo in ponižno pozdravljajo prišlece kot svoje nove gospodarje. Joj, tvoj grad je pa lepši kakor naš, se je začudila mlada gospa in bila na tihem jako zadovoljna, da je obogala svojo prebrisano mater in se poročila z na videz siromašnim tujcem. Pa mine teden, mine mesec v veselem in zadovoljnem življenju na gradu in pride konec leta. Takrat se pa grad zavrti in strese tako močno, da se je hotelo vse porušiti. Šele tedaj se spomni graščak siromak besed beloglavega starčka. Svojo ženo hoče zbežati, a žene ne najde nikjer. Teka iz ene sobane v drugo, iz kleti v shrambo, iz shrambe na podstrešje, od tam zopet v klet, a žene ne najde nikjer. Naposled najde v kleti namesto žene staro grdo žensko, ki ga je še grše gledala. Njenih grdih pogledov niti ne opazi, ker je bil v prevelikih skrbeh za svojo ženo. Zato se obrne k grdi starki in jo lepo poprosi: Ali veste, dobra mati, kje je moja žena? Povsod jo iščem, pa je nikjer ne najdem. Še danes mora umreti, če nas zapusti prej gradu, preden se vrne njegov gospod. Starka pa mu odgovori: Nič se ne boj, sinek. Pojdi k kuharici in ji povej, naj da v mlin 7-krat vsejano žito. Iz te moke naj 7-krat zamesi kruh in ga 7-krat speče. Ta kruh naj položi pred grajska vrata, za drugo ne skrbi. 2-krat mi je že pomagala dobra sreča, morda me tudi 3-tič ne zapusti, si misli graščak siromak, ter pomirjen odide k kuharici, ki ji vse tako naroči, kakor je bil zvedel od tiste ženščine. Ko pa naročilo opravi, že se trese grad v drugo, in sicer tako močno, da so kar stene pokale. 100-krat se poruši grad, preden bo spečen tisti kruh, si misli graščak siromak. A zdaj, kar je, to je. Rajši umrem. Kakor da bi napravil svoji ženi žalost in sramoto, da je vzela za moža berača. Medtem pa je kuharica že spekla kruh in ga položila pred vrata, kakor je bilo naročeno. To je bila njegova sreča. Proti vratom se je že valil velikanski zmaj, ki je imel 7 glav in v vsaki glavi 7 jezikov. Tako je bil strašen. Po ljudeh smrdi v gradu, je tulil zmaj, iz žel pa mu je švigal 7x7 metrov dolg plamen. Hej, vrata, železna vrata mojega gradu, kaj ne poznate več svojega gospoda, da se nočete odpreti? Zavpije pred vrati. Takrat se izpod grajskih vrat oglasi 7-krat spečeni kruh in pravi: Zmaj, ves tvoj trud je zaman. Le če se daš 7-krat posejati, 7-krat požeti, 7-krat zmleti, 7-krat zamesti in 7-krat speči, potem pridi in se ti umaknem, drugače pa ne. Zmaj se strahovito razjezi, da ga vrata ne ubogajo. Z vso silo se požene vanje, tako da se grad 3-krat zavrti, a vrata se ne odpro. Zažene se drugič in sicer s tako silo, da se grad 6-krat zavrti, a vrata se ne ganejo. Zažene se še 3-tič v vrata in sicer s tako močjo, da se sam razleti na drobne kosce in pogine pred svojim gradom. In tako je ostal siromak gospod v Zmajevem gradu s svojo lepo ženico. Še dan danes srečno živita, če že nista umrla. Ja, tale ubogi siromakov sin je moral pa na svoji življenjski poti premagati ogromno ovir, a na koncu je le užival srečo s svojo lepo ženko. Otroci, ali ste opazili, kolikokrat so se v tej pravljici pojavila ljudska oziroma pravljična števila? 3 grahi, 3 vreče, 7 kruhov, 7 glav in še mnogo drugih. Zanimivo, kaj ne?
Če boste prisluhnili še kakšni ljudski pravljici na YouTube kanalu Moj knjižni kotiček, potem boste tudi tam zagotovo slišali ta simbolična števila. Tako, lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!